Predsednik republike Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Kot najstarejša slovenska revija ob 125-letnici izhajanja za pomembno kulturno in strokovno vrednost prejme Planinski vestnik red za zasluge. Izvolite. Planinski vestnik je najstarejša slovenska revija, ki nepretrgoma izhaja še danes. Celo ime ima še vedno isto, prvo številko Planinskega vestnika je februarja leta 1895 izdalo Slovensko planinsko društvo, predhodnik Planinske zveze Slovenije, ki je nastalo le nekaj let prej v viharnem času močnih narodnih čustev in velikih pričakovanj. Na naslovnico so napisali, zakaj potrebujejo svoj časopis, ker je to vseslovensko društvo vodila srčna želja, da bi Slovenci bolje spoznali prirodno lepoto širne svoje domovine in jo potem toliko bolj iskreno ljubili. Od takrat je minilo 125 let, v tem času je revija nekajkrat stala ob robu propada, preživela pa je 3 vojne, zamenjala več formatov in samo 8 glavnih urednikov ter v celoti ostala zvesta svojemu izročilu. Oblikovala jo je plejada izjemnih piscev, ki so slovenski kulturni prostor zaznamovali tudi z ohranjanjem slovenskega jezika in bogate gorniške dediščine. Zato bi bil Jakob Aljaž, so prepričani snovalci revije, na Planinski vestnik tudi danes ponosen. Planinski vestnik je bil v vseh obdobjih in ob vseh preminah zanesljivo zrcalo delovanja planinske organizacije, pa tudi slovenske gorniške kulture. Je odmev vsakokratnega stanja in kaže pot do vrhov narodovega doživljanja gora. Namenjen je planincem, alpinistom, smučanjem, kolesarjem, jamarjem in vsem, ki jih svet zanima in bi ga radi poznali. Zapisuje informacije o dogajanjih v planinstvu, od organizacijskih, društvenih in družbenih do športnih in na odpravah, objavlja znanstvene in strokovne članke iz zgodovine planinstva, orografije, vremenoslovja, graciologije, speleologije, toponimije in drugih ved, pa tudi planinsko-alpinistične potopise, članke o naravi in varstvu narave, leposlovne prispevke, pesmi in slovstvene ocene. Po vzoru tistih, ki so pri nas začeli razvijati planinstvo, tudi sedanji rodovi planincev cenijo domovino, se zavzemajo za varovanje narave in so nesebični ljudje, požrtvovalni do sotovarištev in spoštljivi do vsega, kar je napredno in humano. Svojim častnim kodeksom ohranjajo in spodbujajo človeške in planinske vrednote ter jih kalijo v sodobnih razmerah. V 125 letih neprekinjenega izhajanja je išlo skoraj 1300 številk revije na več kot 55.000 straneh in pri njihovem ustvarjanju je sodelovalo skoraj 11.000 avtorjev. To so mogočne številke, trdne kot gora. Na njih stoji izjemen arhiv in odgovornost do skupnosti se kaže tudi v odnosu do te dediščine. Pred 10 leti so snovalci Planinskega vestnika poskrbeli za popolno digitalizacijo vseh izdaj. Številke od leta 1985 naprej pa so prosto dostopne na spletu in opremljene z elektronskim kazalom, zato lahko rečemo, da Planinski vestnik zanesljiva kronika dogajanj, ki pomagajo razumeti čas. Od leta 2010 Planinski vestnik izhaja v večjem formatu in se lahko primerja z najuglednejšimi gorniškimi revijami v svetu. Je sodoben in ugleden medij, ki se zna prilagajati spremembam, zato ostaja skala, ob kateri se še naprej zbira narodova samozavest in na kateri se spočije drznost, ko sili vedno višje.
Republika Slovenija se ustvarjalcem revije Planinski vestnik z državnim odlikovanjem iskreno zahvaljuje za njihovo vztrajnost in tovarištvo, za skrb za okolje, naravo in človeka. V imenu Planinskega vestnika bo odlikovanje prevzel gospod Vladimir Habjan, urednik. Ja, lepo pozdravljeni vsi. Tudi mi, tako kot je bil zadnji stavek, se v imenu uredništva in naše organizacije Planinske zveze iskreno in toplo zahvaljujemo državi za to priznanje visoko. Veseli nas, da je država prepoznala to našo vlogo, ki jo ima revija zdaj že 126 let, ni več 125, je bilo lansko leto februarja. Zdaj tukaj, kot smo malo prej v pogovoru s predsednikom omenili, tukaj gre zahvala ne samo sedanji ekipi, ampak mogočni ekipi vseh naših in mojih predhodnikov. Kot je bilo rečeno, jaz sem šele 8. urednik. Tukaj ima največji staž Tine Orel, 30 let je bil urednik, potem Stanko Tomišek, 26 let, potem sem pa že jaz, zdaj že 21 leto, Marjan Rstresen, 15 let, to so impozantne številke. Malo prej sem omenil, zakaj je revija toliko časa obstala. Vestnik je tretja revija v naši državi, na Slovenskem, ampak edina, ki še izhaja. In zdaj tukaj, kot sem rekel, gre zahvala vsem tem vodstvu Planinske zveze, vodstvu Planinske organizacije v preteklosti, ki je prepoznala to vlogo tega medija, ki je bil včasih bolj tega narodno zavednega značaja, še pač v prejšnjih državah. Danes ima pa pač glede na razmere in čas neko drugačno vlogo, bolj informativno, vzgojno, aktualno. Imamo veliko konkurenco v teh sodobnih medijih, videu, družbenih omrežjih, mladina ne bere prav veliko. Tako da je pravzaprav neka večna borba za obstoj. Kot je bilo rečeno, tudi v preteklosti je revija imela težke trenutke, predvsem te finančne narave, ampak rekel, tukaj ti, ki ustvarjamo revijo in predvsem tisti, ki so jo ustvarjali v preteklosti, tukaj je, bi rekel, da je največ tega entuzijazma. Revija nikoli ni bila komercialna, ampak gre zahvala vsem tem ustvarjalcem, ki so za, rekel, neke simbolične honorarje ustvarjali to revijo. Tako da zdaj to priznanje nas je zelo razveselilo in moram reči, da kompletna naša ekipa je tukaj. Zagotavljam, da bomo še z večjim veseljem delali še naprej. Najlepša hvala. Hvala, gospod Habjan. Predsednik Republike Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za velike zasluge v javnem zdravstvu in preventivni medicini ter še posebej zdravstveni vzgoji prejme Dušan Repovž medaljo za zasluge.
Primarij magister Dušan Repovž, zdravnik in specialist socialne medicine, se je rodil v Ljubljani, kjer je po maturi na klasični gimnaziji in študiju na medicinski fakulteti leta 1959 postal zdravnik splošne medicine. Izpopolnjevanje in usposabljanje je nadaljeval na najrazličnejših področjih preventivne medicine. Najprej se je specializiral v medicini dela, socialni medicini in organizaciji zdravstvenega varstva, nato pa je magistriral iz javnega zdravstva. Že v študentskih letih je začel bodoči primarij Repovž predavati na srednjih strokovnih in višjih šolah o zdravstvenih predmetih, kot so prva pomoč, nega bolnika in zdravstvena vzgoja. Pozneje je svoje poglede in novosti tega delovnega področja prenašal tudi dodiplomskim in podiplomskim študentom na univerzah. Zaposlitve v njegovi dolgoletni karieri so bile številne in raznovrstne. Na Inštitutu za sodno medicino, Higienskem inštitutu, Onkološkem inštitutu, v Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo, sedanje Ministrstvo za zdravje, na Inštitutu za sociologijo in filozofijo ter nazadnje na Inštitutu za varovanje zdravja. Hkrati je opravljal številne društvene in strokovne naloge v različnih društvih, v Rdečem križu, Slovenskem zdravniškem društvu in Združenju za preventivno medicino. Še posebej v okviru Rdečega križa na Debelem rtiču je zapustil za seboj neizmerno veliko sled človečnosti, nežnega odnosa do najranljivejših bolnikov, socialno ogroženih otrok in mladostnikov, ki so prihajali na zdravljenje in čustveno rehabilitacijo. V vsakem otroku, ki ga je srečal, je prepoznal morebitnega mojstra, učitelja, zdravnika, glasbenika. O tem njegovi nekdanji pacienti še danes govorijo z veliko občudovanja in hvaležnosti. Izjemno pa je tudi njegovo delovanje v Društvu za boj proti raku, saj je bil gonilo tega društva vse od njegove ustanovitve. Številni se še danes spominjajo njegove televizijske oddaje, Ko še ne boli, ali pa Kotička za zdravje v tedniku Kmečki glas, kjer je sodelavci odgovarjal na vprašanja bralk in bralcev ter vsak teden z uvodnikom opozarjal na eno izmed perečih zdravstvenih vprašanj. Dušan Repovž je predvsem človek z velikim srcem. Njegova ljubezniva pozornost do vsakogar in sposobnost navezovanja stikov med in z ljudmi sta mu pomagali tako pri zdravniškem, kakor pri organizacijskem delovanju. Čeprav je delo zdravnika splošne medicine v 30 letih opravljal zgolj občasno, je bil med bolniki izjemno priljubljen. Vedeželjnost, poštenost, zanesljivost in strpnost ter organizacijske sposobnosti in delavnost so osebnostne značilnosti, s katerimi v strokovnih krogih opisujejo primarija Repovža. Med ljudmi je predvsem razumljen in priljubljen kot učitelj, prijatelj in podpornik socialno šibkih. V njegovi bibliografiji je približno 60 strokovnih in prav toliko znanstvenih prispevkov. Širši javnosti je zagotovo najbolj znan kot soavtor številnih učbenikov in brošur, še posebej tistih za prvo pomoč, ki so išli v številnih izdajah in ponatisih in po katerih so se učile generacije Slovencev. Primarij Repovž je vse svoje delovno življenje sledil načelu bolje preprečevati, kakor zdraviti. In svoja prizadevanja in ustvarjanja je usmerjal k temu plemenitemu poslanstvu. Zdravim življenjskim slogom, pozitivnim razmišljanjem in skrbjo za lastno dobro zdravje je spodbujal tudi druge, od najmlajših do najstarejših, k bolj zavestni in odgovornejši skrbi za zdravje in počutje. Z visokim državnim odlikovanjem se mu Republika Slovenija zahvaljuje za njegove velike zasluge na področju delovanja javnega zdravstva in zdravstvene vzgoje ter posebno čuječnost, ki je spremljala njegovo delo.
Spoštovano občinstvo, dragi prijatelji, kolegice in kolegi, vsi, ki ste se vzeli čas, da bi se nekako udeležili te slovesnosti, ki jo pa smatram kot poklon vsej nevidni, skromni ali marljivi četi preventivcev. Mi delamo nekako mimo slave v javnosti, koliko skoraj nas skrivaj, da bi ljudem pokazali pot, kako doseči dobro zdravje, kako ga ohraniti in kako ga celo okrepiti. Ker vse kvalitete se ljudem dajo izboljševati. Jaz sem najboljša reklama za to, kar sem vse življenje ljudem pripovedal o zdravem načinu življenja, pa sem, da rečem pošteno, pregaral dneve in noči desetletja, ne samo eno leto. In ne obnese samo tistemu, ki gre samo v službo 7 ur, pa obeša halo in potem zapusti svoje poslanstvo, kajti doktor naj bi bil še od Hipokratovih časov učitelj. To je tisti, ki zna in ve dajati narodu pot k boljšemu zdravju, k srečnejšemu življenju, osebnemu in skupnemu zadovoljstvu. Tako da pravzaprav je to skromna stroka, ki je skrita v dejavnost vseh zdravstvenih strok, samo na žalost. Moram tukaj javno povedati, je zato financer tako zvani posvet ali nasvet zanemaril in ga brisal iz storitev. Tako da vse to, kar zdravniki in zdravstveni sodelavci počnejo, vzgojnega delajo pravzaprav iz navdušenja in skrbi, da bi recept res pomagal. To se pravi, skromno in pomalem je treba gojiti to kulturo boljšega zdravja in je bil to ideal za vsega od nas. Jasno, da ga ne more doseči vsak, oziroma ko leta pridejo, naprimer moja, je vprašanje, kako hraniti tisto malo, ki je ostalo. Samo treba imeti zaupanje vase in seveda skromno in pogumno naprej, kljub težavam, ki jih srečuješ. Jaz sem še enkrat zahvalen, da ste si vzeli čas in prišli sem, da vas spodbudim, da tudi vi v svojem okolju poskušate tako rekoč neprisiljeno ljudi spodbujati k bolj zdravemu načinu življenja in pa da morda v dirki vsakodnevni pravzaprav pehanju za denarja pomislijo, kaj je več vredno, majhen več denarja v banki ali dobro zdravje. Vsaka stvar ima svojo ceno in seveda treba postaviti ustrezne mere. Kar se pa mene tiče, kot vidite, se je splačalo. Jaz sem ljudem nekaj stvari predlagal, jih nekako spodbujal in meni se je obneslo, verjetno mnogim drugim tudi. Zato dajte paziti na svoje zdravje in mogoče se odpovedati magari kakšnemu večjemu obdobju, zato da boste ohranili trdno in dobro zdravje. To je vse, kar je pravzaprav treba narediti. Hvala lepa za pozornost.